Prehajamo na tretjo točko, predlog programa izvajanja obvezne gospodarske javne službe, odvajanje odpadne in padavinske vode za leto 2023, obdobje 2021-2024. Predlog programa je objavljen v gradivu številka 2, predlagatelj župan, poročevalci pa Marjana Kadunc, Marija Kos in Martin Kržišnik. Besedo ima Marjana Kadunc, izvolite. Hvala lepa. Na podlagi veljavnih odlokov in odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za upravljanje gospodarske javne službe, odvajanje odpadnih in padavinskih voda in koncesijske pogodbe za upravljanje obvezne gospodarske javne službe, odvajanje odpadnih padavinskih voda, je koncesionar zavezan, da koncendent vsako leto predloži program odvajanja odpadnih in padavinskih voda v občini Kamnik, ki je pripravljen z veljavno uredbo. Koncesionar upravlja dejavnost obvezne gospodarske javne službe na podlagi koncesijske pogodbe od januarja 2005. Cena izvajanja storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode je bila nazadnje spremenjena v letu 2020, začeti pa je veljala s 1.1.2021. Prioriteta sanacije obstoječega kanalizacijskega sistema se določa na podlagi posnetkov s kamero, okvar ter intervencij. Pripravljen je sanacijski plan za največje okvare sistema, to so netesnost, zelo velike razpoke, stisnjeni kanali, velika verjetnost porušitve, kot vemo, imamo še kar nekaj kanalizacije, ki je pač betonska, odprti stiki vdore vode, dotrajnost črpališč in tako naprej. V okviru redne službe koncesionar tedensko pregleda črpališča, pregleda razbremenilnike visokih voda, čistilno napravo, ki smo jo že v bistvu ukinili v Črni, in vse sistem, če deluje nemoteno. V preteklem letu se je končala obnova kanalizacije v naselju Vrh Polje pri Kamniku, obnovila se je kanalizacija na Kolodvorski cesti ter obnovilo črpališče Volčji potok Virtus. Obnovil se je kanalizacijski priključek v Volčjem potoku ter zgradilo začasno črpališče na Prisojni poti. Kar se pa tiče investicij v nove sisteme, se je dogradil makajoči kanalizacijski sistem v Markovem. Prav tako so se zaključila kanalizacijska dela med Stahovico in naseljem Črna pri Kamniku, kjer moramo pridobiti še uporabno dovoljenje. V novembru pa se je začela tudi izgradnja novega sistema v naselju Bistričica, druga faza. V letošnjem letu je načrtu pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo kanalizacije v Motniku, ki smo ga že dobili, gradbeno dovoljenje za dograditev dveh manjših odsekov v naselju Nevle pri Kamniku ter gradbeno dovoljenje za izgradnjo kanalizacije Šmartno v Tuhinju. V pripravi so pa tudi projektne dokumentacije večjih sistemov, se pravi, eno med njimi je aglomeracija Znojile, Snovik pa v Stolniku, Laze v Tuhinju, Vir pri Kamniku, povezovalen kanal Golice Zgornji Tuhin Laze in pa seveda tudi izgradnjo kanalizacije v Kamniški Bistrici, in sicer od Ivarja proti Kamniški Bistrici s hišno številko 1. Med nujna investicijska vzdrževalna dela, se pravi obstoječe infrastrukture, je pa obnova Medvedove ulice, se pravi obnova celega sistema, obnova črpališč Podgorje in pa Žale Sluga, Samostanska ulica, kjer smo projekte že pričeli pridobivati, vendar imamo še tle pogovarjamo se še z Zavodom za varstvo kulturne dediščine. Laze v Tuhinju, Prisojna pot, kot sem že omenila, se je vgradilo začasno črpališče zaradi se pravi okvare na sistemu in zaradi same varnosti, se pravi ostale infrastrukture, ceste, vodovoda, smo pač namestili začasno črpališče in pa na Bakovniku, Jamova, Jelovškova, Jakopičeva in Ljubljanska ulica, ter pa seveda ostala manjša investicijska vzdrževalna dela, ki se pač na kanalizaciji pojavijo. Poleg tega je v okviru rednega vzdrževanja deratizacija, pregled sistemov, skratka, na rednih koordinacijah pregledujemo odprte zadeve in se pač dogovarjamo, kako bomo stvari realizirali, pa v kakšne časovne okvire damo. In pa seveda, koliko je razpoložljivih sredstev. Predlagatelj meni, da je program izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja odpadne in padavinske vode za leto 2023 obdobje 2021-2024 iz oktobra 2022 pripravljen v skladu s predpisi ter predlaga občinskemu svetu, da predlog programa sprejme. Hvala. Hvala, odpiram razpravo, delovna telesa. Svetniške skupine, svetnice, svetniki,
Besedo ima Matija Siter Močnik. Ja, hvala lepa za besedo, lep pozdrav vsem skupaj. Najprej me na začetku zanima, glede na to, da se predvideva kar precejšnja izgradnja novih vodov oziroma kanalizacij v prihodnjih letih, kakšen bo vpliv izgradnje teh novih kanalizacij na ceno storitev za že obstoječe uporabnike, nadalje ali se izgradnja teh novih kanalizacij oziroma vodov verjetno financira z proračuna in ne iz sredstev, ki se zbirajo preko koncesionarja, in se mogoče predvideva kakšna evropska sredstva za izgradnjo omenjenih projektov. Pri obnovi Medvedove je več občanov zastriglo z ušesi, glede na to, da se je v preteklih letih že razkopavala Medvedova ulica in je bilo takrat predočeno, da ne bi šlo za celotno ali pa celovito obnovitev vodov, ki ležijo pod cesto, a je šlo takrat zgolj za obnovitev oziroma polaganje novih elektrokablov in bo letos treba potem zapreti Medvedovo cesto oziroma vsaj polovično zaporo narediti. In pa še, če morda razpolagate s podatkom, koliko je še betonskih cevi in koliko se jih letno zamenja z novejšimi materiali. Hvala. Hvala. Besedo ima Jože Korošec. Hvala lepa za besedo in lep pozdrav vse skupaj. Zanima me, Tuhinjska dolina, se pravi, kanalizacija je bila zgrajena do Šmartnega, pa me zanima zdaj, kako je s priklopi, koliko je zdaj, če imate slučajne podatek, koliko približno, koliko je teh teh enot, ki bi se mogle priklopiti, koliko je že priklopljenih. Pol po drugo, mogoče koncesija do kdaj, mislim, da je 25 leta poteče, ali prav vema, ne vem. Pa še kakšen je zdaj trend, se pravi, v teh izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, za lansko leto če ima slučajno številko, ali pa kako je to z leta v leto, se pravi tam, ker ne bo kanalizacije. Zdaj jaz mislim, da je kar nekaj teh malih čistilnih naprav tudi zgrajenih in se mi zdi, da je to prav, da se tudi sofinancira in sploh v teh odročnejših krajih mislim, da je v redu, da to ostane naprej oziroma da s tem tudi pripomorejo k bolj čistemu okolju. Hvala. Hvala. Besedo ima Karla Urh. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Veseli me, da se kanalizacijski sistemi nadgrajujejo in nadaljujejo naprej. Ravno teren, recimo okrog Iverja, ki je nek pereč problem, je bil omenjen tako nekako na hitro, ampak se mi zdi, da bi morali neko posebno pozornost nameniti od Iverja navzgor. Predno se pogovarjamo o ostalih, ker vsi vemo, kako se podnebne spremembe spreminjajo, vroče je, manjka vode in jo bo še manjkalo, kljub temu, da bomo imeli črpališča ali pa jih že imamo, vrtine. Zato mogoče res poskušajte vrstni red pri sami izgradnji nekje tempirati najprej na vodovarstveno območje, ki je še kako pomembno za vse naše občane. Veseli me tudi, da je omenjena Bistričica drugi del, ker tam že en človek me je že 13 let nadlegoval ali pa vsaj spraševal in prosil in res bil včasih tudi že kar nejevoljen, kdaj se bo to zdaj končalo, da se niti ne more preseliti, in zdaj sem vesela, da stvar je zaživela in da se bo delal. V resnici je tudi omenjen Stovnik, sicer tudi tako mogoče mečkan na hitro, ampak pričakujem, da se bo res ta sistem uveljavil, ker ljudje tudi težko čakajo potem obnovo ceste, ki je skozi vas zdajle slabša kot makadamska, najbolj razvrana, ali kako vam naj rečem. Obenem sem zastrigla z ušesi zadnjič, ko je kolegica nekako potožila, da samo mestno jedro, ta del od občine dol proti gospod tamle bo vedel, ki ima lokal, da je ta ulica zadaj in pa še nekaj ulic v bistvu še neurejena glede kanalizacije in ljudje se sprašujejo, a je kanalizacija speljano meteorno vodo, a kam že, ker ne vejo niti, kako stvar je. Zato me zanima tudi z tega vidika. Hvala lepa za enkrat. Hvala. Besedo ima Marjana Kadunc, izvoli. Hvala lepa. Če najprej odgovorim gospodu Siter Močniku.
Ja, vpliv na ceno obstoječe kanalizacije. Kot veste, se pripravi vsako leto elaborat o oblikovanju cene, tako mrežnine kot kanalščine, ki se na podlagi pač amortizacije samega sistema razdeli na vse uporabnike oziroma priključke sistema. Tako da definitivno, če so zgrajeni večji sistemi, to vpliva na ceno. Ne? Se pravi, če mi naredimo za 2 milijona evrov vredno kanalizacijo, se cena spremeni. Vendar pa lahko samo tukaj na hitro omenim, da pripravlja se elaborat o oblikovanju cen, kolikor bodo cene višje oziroma odstopale od obstoječe za 10%, boste to definitivno v bistvu na seji obravnavali oziroma bomo ta elaborat sprejeli. Se pravi, tukaj pa težko reči, ali gre za 5 centov ali pa za 1 evro. Ne? Spet odvisno od samega sistema, kakšen je, se pa to vsekakor vpliva na samo ceno, se pravi, in kanalščine in pa omrežnine. Glede proračuna, kot veste, na položnicah imate več postavk, med enim je omrežnina, druga je kanalščina. Kanalščina je namenjena za vzdrževanje sistema obstoječe, in ta denar ostaja koncesionarju. Se pravi, s tem denarjem oni pregledujejo sam sistem, potem vzdržujejo črpališča, skratka, ta sredstva ostanejo koncesionarju. Omrežnina je pa namensko sredstvo, ki se izteka v proračun občine Kamnik in je izključno namenjen za obnovo oziroma manjšo dograditev že obstoječih sistemov. Za nove sisteme, se pravi, za čisto nove, rekla, veje, se pa uporabljajo sredstva oziroma se pa sredstva zagotovijo z naslova okoljske dajatve, ki jo tudi plačujete na položnicah. Sedaj okoljska dajatev je, se pravi, višino določi država, ker je to davčni prihodek, je pa nekje okrog 26 evrov na policijsko enoto na leto, vkolikor pa ste priklopljeni na kanalizacijo, je pa 90% nižja. Ne? Se pravi, če gledamo tako dolgoročno, bo okoljske dajatve v proračunu občine Kamnik vedno manj. Skratka, zato so namenjena ta sredstva. Kar se tiče Medvedove ulice, tukaj delamo v bistvu več sodelavcev v občinski upravi, kjer imamo v načrtu obnovo celega sistema, se pravi od vodovoda, kanalizacije, meteorne, potem ugraditev vse mogoče infrastrukture od elektra, optike in pa tudi sama ureditev ceste, ki bo v bistvu bolj prijazna vsem uporabnikom, tako pešcem kot voznikom. In tukaj smo tudi že imeli sestanek z Zavodom za varstvo kulturne dediščine. Pač tukaj se moramo zavedati, da center Kamnika ne smemo nič brez njih skoraj. Ne? In tukaj nas kar dost držijo v pesti oziroma se jim moramo kar prilagajati njim, no, kaj oni od nas zahtevajo. Je pa to projekt, ki bo, bom rekla, da bo res tako, kaj treba, bo še kakšno pol leta, leto minilo, ker okvirna vrednost tega je presega, ne vem, 1 milijon evrov. Ne? Tako da dela se celostno, da se res uredi od sodišča pa vse do križišča na Fužinah. No? Tako da takrat bomo pa res Medvedovo zaprli. Ne, za cel promet. Kar se pa tiče betonskih cevi, dejansko tukaj imam tudi gospoda Martina Kržišnika iz komunalnega podjetja Kamnik in mi je prišepnil, no, da je nekje 40 kilometrov betonskih cevi še vedno in to je mešan sistem, se pravi, kjer se steka tako meteorna kot fekalna kanalizacija in ta betonski sistem je več ali manj v centru Kamnika oziroma v tem delu. Tako da to, kar se tiče vprašanj gospoda Siter Močnik. Če grem naprej na vprašanje gospoda Korošca. V Tuhinjski dolini se je v bistvu priklopilo skoraj 95% objektov, ki imajo možnost priklopa. Od vseh skupaj, ker sem zadnjič gledala seznam, je mogoče 40 objektov, ki še niso priklopljeni, tako da je v bistvu bila, rekla, akcija kar uspešna. Pač tem pošljemo pozive, da naj se čim prej priklopijo in upam, da bomo v letošnjem letu res še vse ostale priklopali. Kar se tiče koncesije, ja, koncesijska pogodba je bila sklenjena za 20 let, tako da bomo že v letošnjem letu začeli pripravljati vso potrebno dokumentacijo. Kot veste, je potrebno odlok o koncesiji sprejeti in pa tudi samo razpis izpeljati, ker to je
pač kar dosti velik zalogaj, toliko časa pač moramo dati v objavo in da se ta pravi ponudniki prijavijo lahko na razpis. To ni nekaj za 2 meseca, ampak za 1 leto pa še malo več dela. Kar se pa tiče malih čistilnih naprav, v lanskem letu je bilo prijavljenih 15 oziroma je oddalo 15 vlog, od tega je bilo 14 vlog rešenih pozitivna, 1 vloga je bila pa nepopolna, ker pač lastnik ni dobil vse potrebne dokumentacije. Subvencioniranje poteka naprej, ravno včeraj smo ponovno objavili razpis za male čistilne naprave, tako da smo letos kar pridni bili, da smo to že dali gor. Razpis bo odprt do 30. septembra letošnje leto, tako da marsikdo, ki se še odloča o nakupu pa vgradnji, se lahko obrne name pač na svete, tako da probamo čim več informirati ljudi pa jih vzpodbujati k temu nakupu. Definitivno nam je pa tukaj pač v interesu, da se res odločijo tisti, ki so ali na vodovarstvenih območjih oziroma na teh območjih z omejenimi dejavniki, da res probamo, niso samo vodovarstvene območje, moramo vedeti, da so tudi občina Kamnik velik del pod erozijskim območjem, ki lahko, dodatno iztok povzroči tudi kakšno plazenje, tako da to mi zelo spodbujamo oziroma pomagamo maksimalno, da vlagatelji dobijo ta sredstva. Še eno vprašanje gospe Karle Urh. Glede Ivarja, v bistvu vem, da je to prioriteta, vendar pa, kot smo se že večkrat tudi pogovarjali, aglomeracije so tiste, ki nam jih določa država. Definitivno pa tukaj moram tudi gospoda župana pohvaliti, ker res želi in vztraja, da res ta sistem gor naredimo, tako da se pripravlja že projektna dokumentacija, da vse res ta najbolj kritični del v okolici Ivarja opremo z javno kanalizacijo, pač strošek same izgradnje ne bo nizek, ker gremo v državni cesti, vendar pa napram varstva okolja se to zagotovo izplača oziroma je to nujno potrebno narediti. Kar se pa tiče mestnih jeder, mi se zavedamo, da so v bistvu sistem v samem Kamniku je, bom rekla, trenutno vzdržljiv, ni pa dober. Samo tukaj moram še enkrat pač poudariti, da mi probamo sistematično iti celo ulico obnoviti, ker imamo toliko drugih deležnikov, ki vplivajo na samo gradnjo. Ne vem, če bom sam kasneje za Motnik lahko omenila, nam lahko ZVK prinese še enkrat več stroškov, kot je pa kanalizacija sama oziroma izgradnja kanalizacije vredna. Tako da tukaj s komunalo redno preverjamo oziroma me opozarjajo na odseke, ki bi bilo potrebno obnoviti in bomo to pač tudi probali v samem jedru malo več narediti pa skopati. Smo pa Kolodvorsko ulico v lanskem letu v samem jedru obnovili, potem je bila Samostanska ulica, Sadnikarjeva ulica, tako da tudi vsako leto po centru kaj kopljamo. Tako, hvala. Hvala, zdaj mogoče še dopolnitev glede teh evropskih sredstev. Gre za to, da z evropskimi sredstvi Evropa je nekako sofinancirala te aglomeracije do 2000 populacijskih enot, iz tega so bili narejeni glavni vodi Tunce, stran je pa Tuhinjska dolina. Zdaj te manjše zaselke nad 50 populacijskih enotih moramo pa sami iz svojega denarja opremiti in to so te aglomeracije, ki jih je Marijana naštela in tukaj pa pač teh evropskih sredstev ni za pričakovati, je pa bilo v preteklosti v skladu za odpornost in okrevanje obljubljeno oziroma razpisano, da bo država sofinancirala tudi manjše kanalizacijske sisteme, torej te naše manjše aglomeracije in mi bomo ravno za ta namen zdaj naslednjo točko obravnavali IP za kanalizacijo Motnik in tukaj se bomo prijavili na te državna sredstva, kjer bomo lahko do polovice sofinancirano investicijo dobili. Tako da toliko za enkrat. Zdaj, še kdo? Ne? Zaključuje. Aha. Besedo ima Aleksandar Uršič. Lepo pozdravljeni vsi skupaj še v mojem imenu, se upravičujem, prej sem zamudil, dele sem pa tudi skoraj zamudil. Kanalizacija je zagotovo pomembna zadeva, kako pa v praksi zadeva izgleda, sama izgradnja sem pa v letošnjem letu sam podoživljal skoraj celo poletje,
In včasih si misliš, da sta ona dva iz risanke, a je to kar majstra parketem, kar se je tukaj dogaja. No. Pod črto, na kratko, v bistvu ta država ima denarja še absolutno preveč. Ne. To je izgledalo približno tako, da veseli me, da se zdaj zadeve načrtujejo celostno, ne, in da res upam, da boste pri vseh bodočih načrtih pa projektih pod asfalt dali vse, kar more tam biti, usklajeno z državo, z elektro in tako naprej, ker tukaj to tako izgledalo, da se je kopali dopoldne za kanalizacijo, nazaj zasipali, popoldne so prišli od elektro, so na novo kopali, zraven, najhujši primer je pa bil, ko so v četrtek ali v petek grob asfalt dali čez cesto, v ponedeljek so pa od elektro prišli pa to prekopali, na novo zarezali v asfalt. No. Smešno, ampak hkrati žalostno, ne, ker vse to se dela v bistvu z našim denarjem, pa ne gre iz občinskega proračuna ali iz državnega. Tako da jaz res upam, da bo zdaj celostno pomenil to, da asfalti bojo položeni in celi, ne to, kar imamo praktično malo kakšno cesto po kamenški občini, vidiš, da ni že v prejšnjih letih bila na novo zarezana, v lanskem letu, a ne pa vemo zakaj, verjetno se je vse hitel, je bilo pa še marsikje dodatno zarezan. Tako da, tako kot je že Matija rekel, da je bilo razkopan, pa so se čudili, pa bo spet. Jaz upam, da bo zdaj kaj drugačno. Če se navežem še na sam dokument, tukaj mogoče so napake, mogoče jaz narobe razumem, da je dokument za leto 2023, pa piše, da bo v letu 2022 dokončana povezava med kanalizacijskim sistemom v Črni Parkat, je isto. Ne. Tako da ne vem, je to navezava na lanski dokument, pa niso bile vse letence zamenjane, ampak so stvari noter, ki bodo, pa vemo vsi, da so že narejene. Tako da imam še eno konkretno vprašanje, kar se tiče naše Velike planine. Vemo, da smo v prejšnjem mandatu kar parkrat postavili vprašanje na to temo in bi prosil za podatek, koliko od teh malih čistilnih naprav je bilo na tem območju, če je bila kakšna, pa če zdaj že obstaja evidenca, kakšno je stanje. Hvala. Beseda ima Marjana Kadunc. Hvala lepa. No, glede same izgradnje Črne, če se samo malo dotaknem, pač tukaj je bilo vpletenih več deležnikov, na katere pač občina kot taka ni imela vpliva. Elektro je sam pridobil gradbeno dovoljenje in sem v bistvu prosila na Elektro, če bi lahko se izvajalci med seboj dogovorili ali dali podizvajalske pogodbe enim drugim, da bi imela jaz na terenu samo enega izvajalca. Elektro se k temu pač ni strinjal, tukaj vemo, da so cene tiste zadaj in pa glede samega asfaltiranja, ja, bilo je res, tako kot ste rekli, eno dopoldne se je asfaltiralo, popoldne se je že rezal ven. Pač tukaj je tudi, moram reči, država veliko prispevala k obnovi te ceste, dejansko je cela preplastitev bila njihov strošek in pa tudi ustroj ceste. Tako da tukaj smo morali tudi državo kot tako pustiti, pač, da je ona, rekla, komandirala sam potek dogajanja. Ne? Mi smo mogli pripraviti do tega datuma, da bo asfaltiran našo infrastrukturo, kako so se pa potem Elektro pa država naprej dogovarjali, direkcija za infrastrukturo, no? Pa pač ni bilo v naši domeni. Ne? Je pa res, da smo tukaj občinska uprava rekla kar precej ur pa energije pa elana uporabili, da smo probali 1,7 km kanalizacije narediti v čim krajšem času. Vemo, da so bile kolesarske dirke, hvala Bogu se ni nobenemu nič zgodilo. Skratka smo probali samo investicijo čim bolj celostno peljati. Definitivno se pa, tako kot se pri vsaki gradnji, se vedno še nekaj pokaže, da je potrebno narediti. Ne? Tako da lahko še kaj vse načrtujemo, pa se bo še vedno nekaj pokazalo. Tako da mi smo v bistvu zadovoljni, da se to pred zimo vse skupaj poasfaltiralo, sami pa vemo, da so še stvari, ki so še nedokončane, kot recimo avtobusna postajališča, ki smo jih tudi naknadno umestili, a ne, pa je to ob državni cesti, ampak smo lahko zadovoljni, da smo to
reka pred zimo to zaključili, nas pa še čaka kar nekaj dela je na tem območju. Kar se pa tiče Velike planine, po mojih podatkih je na Veliki planini, da so vgrajene 4 oziroma 5 čistilnih naprav. V lanskem letu smo izvedli akcijo, da je občina Kamnik z naslova okoljske dajatve financirala prevoz grezničnih gošč, se pravi iz lokacije z Velike planine do čistilne naprave, kar predstavlja največji strošek same storitve. In do sedaj oziroma v lanskem letu je bilo tako izpraznjenih gor 75 greznic na vodovarstvenem območju, tako da je bil odziv zelo dober in bomo letos tudi takoj, ko bo vremenske razmere dopuščale, pa da se bo gor prišlo s kanalčetom, nadaljevali to akcijo, da se bojo pač lastniki prijavili pri meni, organizirali datume, vse smo vedno poklicali, par dni prej SMS-e poslali, kdaj bojo fantje gor, kdaj bojo naredili odvoz, tako da smo dobili ogromno pozitivnih informacij, no, in so bili res zadovoljni, no, da smo šli toliko nasprota, da se k temu uredi. Seznam, v bistvu, kar je teh 75 greznic, imamo podatke, kakšne so, ker so to v bistvu izvajalci hkrati naredili zapisnike. Pred dvemi leti, ko smo pa poslali vsem dopise, da nam dajo nazaj informacije, je pa v bistvu jih odgovorili nekje 90 koč oziroma 90 lastnikov koč, tako da od vseh še vedno nimamo podatkov, kakšno greznice imajo. Moramo pa tukaj vedeti, da trenutno nimamo pravne podlage, da mi lahko pridemo na vrata potrkati, poprašati, kakšno greznico pa imate, pa jih bomo pogledali. Tukaj pač mora biti inšpekcijska služba, mora biti vzvod, da lahko to naredimo. Se pravi, da pa nekomu pridemo, je pa v bistvu nedovoljeno. Tako da se bomo trudili naprej v maksimalni možni meri, da bomo gor speljali še kakšno akcijo, takšno, ki je bila lansko leto, pa da spodbujamo vgradnje malih čistilnih naprav, kjer je to zakonsko določeno, da se lahko. Hvala. Zdaj tukaj za dodati mogoče pri Črni še to, da dejansko je bilo kar nekaj dobrih stvari se je takrat sestavilo v prejšnjem letu, torej kljub temu, da je bilo gradbišče 1 leto, pa vendar je takrat smo pri izgradnji križišča v Stahovici, semaforiziranega smo potegnili toliko daljš še cevi, dokler se je naredil, se pravi, pločnik, potem je pa pod taktirko takratnega ministra gospoda Vrtovca, ko se je država odločila, da bo preplastila to cesto v dolžini 1 km 700, smo mi samo zakopali cevi spodaj in tako za 400 000 evrov, kakor bi stala samo čistilna naprava nova v Črni, naredili celoten sistem in da zdaj celotno področje Črne dejansko odpadne vode tečejo v Domžale, kar je bila ena vrhunska stvar po mojem za 400 000 evrov. Hkrati je pa Črna dobila tudi vso novo elektronapeljavo, kot tudi nove vode, tako da hvala za sodelovanje in za pomoč, Sandi, tako kako smo sestavili to v prejšnjem letu. Tako da to je to glede te točke, zaključujem razpravo, glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme program izvajanja obvezne gospodarske javne službe, odvajanje odpadne in padavinske vode za leto 2023, obdobje 2021-2024, oktober 2022. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 28 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.